Kako postaviti hišo na izredno težaven teren? Zagotovo ne škodi vključiti dobrega arhitekta, potem pa skupaj z njim uskladiti svoje želje in rezultat je to, sanjska hiša. Vsak med nami je na nek način unikaten. Jaz osebno ne poznam tipskih ljudi in zato tudi ne delamo tipskih projektov. Anja in Jaka sta si želela hiše, ki bo dovolj prostorna, a ne prevelika in ki bo izžarevala predvsem neko toplino in domačnost, a ne na nek arhaičen starinski način, ampak z vsemi pritiklinami in z vsem, kar sodobna hiša in sodobno bivanje prinašata s seboj. Poleg tega pa si nista želela neke dolgočasne hiše, ampak predvsem razgibanih ambientov z naravnimi materiali. In tukaj imamo točno to, hrastov parket, ilovnate omete, nekoliko zaobljene, ker dodajo to ambientalno mehkobo, veliko lesenih elementov vidnih, mreža, late, odprti prostori, igriv prehod iz dupleks otroških sob na zgornjo galerijo, kopalnica v njuni spalnici, ki že težko skoraj rečemo kopalnica, ampak je spet napisana na njuno dušo. Pozdravljeni, moje ime je Matej Gašparič in prihajam iz arhitekturnega biroja Gašparič. Trenutno se nahajamo v hiši za iznajdljivo družino v Županjih Njivah pri Kalniku. Ta projekt izgleda kar zahteven. Kako ste pa našli izvajalce, kako ste sodelovali nad gradnjo? Ja, sigurno, to ni hiša na 4 vogale, ima nekaj specifik in zato sem si želel, da tukaj sodelujemo z izvajalcem, s katerim imamo to sodelovanje utečeno, EcoArt, s katerim smo na koncu to hišo zgradili. Je podjetje, s katerim sodelujemo že zelo dolgo in v bistvu od vseh ima tudi z nami največ narejenih hiš. Poleg tega pa še lastnik EcoArta in ustanovitelj Miha Bogataj stanuje tukaj samo dol pod hribom, tako da je bila nekako odločitev tako na moji strani kot na strani naročnikov za izbor izvajalca dosti logična. Koliko časa pa je trajala gradnja? Kaj je bil največji izziv? Največji izziv je bil v resnici ukrotiti ta teren, ker zdaj ko vidimo to artikulirano zunanjo površino, urejeno, si je težko predstavljati, da je tukaj nekoč bil zelo breg, zaraščen, tudi skale ponekod in tako naprej. Tako da smo do tukaj prišli, da smo sploh lahko začeli delati hišo, je bilo treba narediti oporne zidove in potem tudi s to garažo, to ločno nadstrešnico, pravzaprav, ki ni garaža, smo dobili nekaj višine, da smo si lahko privoščili ta plato. Tako da sama gradbena dela, ki so običajno sicer samo pripravljalna, neka temeljna plošča, so bila tukaj že kar zahtevna. Ne. Od tukaj naprej je šlo pa potem dosti gladko. Ta hiša je narejena v lesenem skeletu in ta gradnja je hitra. Ko enkrat izvajalci pridejo, hiša v bistvu stoji v 3 dneh, pokrita je v tednu 2, okna so noter v naslednjem tednu 2 in je hitro zaprta, potem se pa vse skupaj nekoliko upočasni, da se razvijajo vse inštalacije, strojne, elektro, finalne obloge in te stvari. Torej od začetka do konca? Od začetka do konca, pošteno povedano, niti ne bi zelo točno vedel, ampak mislim, da je bilo tam dobrega pol leta morda. To je izredno hitro. Ja, to je tudi ena od prednosti tega načina gradnje, poleg vseh ostalih prednosti gradnje z lesom. Kako ste pa oblikovali to hišo? Izhodiščna dilema pri zasnovi te hiše je bila pravzaprav njena umestitev v prostor. Ker če bi jo umestili ob cesto, bi sicer imeli tako, kar si večina Slovencev želi, direkten dostop iz garaže v stanovanjske prostore, ampak po drugi strani bi pa izgubili vso to lepoto tega vrta in teh pogledov na to stran, ki se nam zdaj odpirajo proti jugu. Prva specifika te hiše je že ta parkirna nadstrešnica, ki je v loku spodaj. To nam je omogočilo, da smo lepo speljali teren, da smo tudi dvignili teren, da smo dobili to ravnino tukaj in obenem smo dobili pa parking. Spodaj skupaj z pod
temi nizkimi deli te nadstrešnice še te dve vrtni lopi. Ena je za kolesarnico, ena je za neko vrtno opremo, take stvari. Od tukaj naprej je samo oblikovanje bilo potem precej enostavno. Umaknili smo se ob gozdni rob, jo nekoliko zalomili, zato da smo dobili tudi intimo na tej sprednji terasi. Sicer pa je hiša v bistvu ima atribute zelo klasične enodružinske hiše. Na eni strani na vzhodni spalni prostori za starše z njihovo kopalnico, na drugi strani otroški sobi, ki sta zdaj še ena, dokler ne postane to, dokler ne dobijo dveh otrok. In vmes bivalni prostori, ki so pa pravzaprav prebiti tako na severu kot na jugu z panoramskimi stekli, tako da se družina lahko premika za soncem oziroma se umika pred soncem, tako kot se pač menjajo letni časi. Hiša je v celoti zgrajena iz naravnih materialov. Mislim, seveda, z izjemo betona, ki jo drži. Sama konstrukcija je lesen skelet. Notri je izolirana z lesnimi vlakni. Na zunanji strani je fasada iz termosmreke, termično modificirane smreke. In notri je, kot vidite, razen predelnih sten, ki so v lesenih opažih, so vse notranje stene v ilonatih umetih. Ko prideš noter, se ti skozi to nišo, takoj, namesto da bi bilo to neka zaprta soba, pa nek metrolov, pa ne vem kaj se dela, se ti skozi to nišo takoj odpre pogled ven, istočasno pa, če si pač prišel iz trgovine, lahko takoj v kuhno tle odložiš, pa greš pa v okolje, se sezuješ, pa vse to pa potem tukaj ven razložiš stvari. Sam ambient se v bistvu kopa v naravni svetlobi, ker so vsi bivalni in tudi ostali prostori opremljeni z temi panoramskimi stekli. Jaz osebno imam očitno neko averzijo do nekih parapetov, tako da vedno grejujemo kar precej te panoramske stene. Bolj kot to smo se posvečali umetni osvetlitvi, ker tukaj se mi zdi pa res pomembno, da ni tako bistveno, da sam prostor osvetlimo na polno, kot da smo sposobni z lučmi ustvariti neke prijetne ambiente, tako da je tudi bivanje zvečer tukaj prijetno. Zanimivo so morda otroške sobi, ki sta dupleksa, se pravi, sta majhni, ampak ker je vsa površina zelo izkoriščena, lahko zato, ker so spanja gor. In tam iz otroških sob se da skozi tisti dve loputi celo prideti tako na galerijo, kar je pač en tak igriv detajl. Ena specifika so ograje. Zdaj tukaj ta otroška galerija, vidite, nima ograj, ampak ima na eni strani to varovalno mrežo, na drugi strani te late. Se pravi, smo ustvarili neko ravnino, ne da bi v bistvu zaprli prostor do vrha. To je bil namen tukaj. Druga stvar so pa te ograje na terasi, ki pa spet niso ograje, ampak tako ideja izvira iz teh mrež pred žičnico. Da ne padeš dol, ki stopiš iz sedežnice, no pa smo tudi na ta način naredili in zdaj pa ne da je samo to varovalo, ampak tudi ležijo ljudje gor, poleti se malo sončijo lahko tukaj. Ena specifika tukaj je, da ta hiša nima tako imenovanega dnevnega WC-ja ali pa WC-ja za goste, ampak smo to združili kar z otroško kopalnico, ki je praktično del dnevne sobe. Zato je ta kubus tudi oblikovan tako kot omara in je tudi oblekel mizar, ne več gradbinci. Ampak tukaj noter se sredi dnevne sobe skriva cela otroška kopalnica noter. Potem zelo specifična je pa tudi spalnica s kopalnico. Ne vem, ali sploh lahko rečemo kopalnica, kjer sta tuš in WC pravzaprav del spalnice, medtem ko v tem temelju, ki drži ta lebdeč del hiše, konzolen, je pa noter džakuzi, ki je pa sploh popolnoma v spalnici. In tukaj smo veliko se posvečali temu, da je spalnica tudi svetla, odprta in da se iz nje predvsem odpirajo zelo lepi pogledi na okoliško hribovje. Po drugi strani pa, da se v njo ne vidi od soseda, ki je samo 10 metrov stran. Te kote smo kar precej preračunavali. Kaj pa inštalacije? Kako ste rešili hlajenje, ogrevanje, prezračevanje? Ogrevanje je na toplotno črpalko zrak-voda, kar je za tako hišo več kot dovolj, se je izredno dobro izolirana. Poleg tega je tukaj vgrajena tudi ta centralna prezračevalna naprava, rekuperacija. Pravzaprav bolj skoraj zaradi zahtev ekosklada, kot da bi jo v resnici potrebovali, ampak
tako to je. Samega hlajenja pa ni in ga tudi ne potrebuje. Pri vsaki hiši to naredimo tako, da sicer naredimo neko predinštalacijo, če bi nekoč potrebovali neko klimatsko napravo, da se jo da hitro zmontirati, ni pa zmontirana, in tudi mislim, da nikoli ne bo. Kaj bi pa svetovali vsem, ki se lotevajo gradnje hiše na tako zahtevnem terenu? Zdaj, moj odgovor na to vprašanje, iskren odgovor na to vprašanje, upam, da se ne bo slišali prepotentno, je, da svetujem, da si ljudje najdejo enega res dobrega arhitekta. Pa s tem seveda ne mislim samo na sebe. V Sloveniji je dobrih arhitektov res veliko, tako da je veliko izbora in ni nobenega problema, ampak če najdeš nekega pravega sopotnika na tej poti od parcele do končnega doma, potem ti je lahko prihranjeno kar precej težav. Hiša je bolj optimirana na posameznika oziroma družino, ki bo v njej bivala. In ne nazadnje z nekim premislekom, jaz se včasih rad pohecam, da je naša storitev zastojna. Ker če mi uspemo spraviti ves program, ki ga družina želi ali pa potrebuje, v 10-15 kvadratov manj, kot bi sicer, če bi neko navadno škatlo klasično postavili, potem je to že taka cena, da smo mi zastojni.